Lepo pozdravljeni, dragi gledalke in dragi gledalci. Vstopili smo v mesec marec, pred vrati je pomlad, čas za nove začetke in priložnosti. A do sredine marca je še čas za odpuščanje starega. Retrogradni Merkur nam pomaga, da razčistimo, kar je še potrebno razčistiti v našem življenju in tako omogočimo novim stvarem, da pridejo k nam. V obdobju retrogradnega Merkurja ne jemljite stvari preveč resno in dovolite, da življenje uredi stvari brez prevelike drame. Je pa to idealni čas za tako imenovano pomladansko čiščenje. Uredite dokumente, pospravite omare, stanovanje, klet in podstrešje. Zakaj ta čas ni primeren za nove začetke in kaj vse se bo dogajalo v mesecu marcu, pa je z nami naš gost, priljubljen gost, astrolog in terapevt Stane Padežnik. Lepo pozdravljeni. Dober dan, zdravo. Torej, na začetku sem povedala par stvari. Kaj se bo vse torej dogajalo v mesecu marcu? Kar veliko, če mogoče. Ja, veliko zanimivega. Zaradi retrogradnega Merkurja se ponovadi dogajajo razni zapleti pri delu, na splošno v življenju, pri gibanju, vožnjah, delu z računalnikom in podobno, ker retrogradni Merkur povzroča razne motnje, da se kje kaj pomeša, zameša, ravno tako tudi v kuhinji, v medijih, mogoče ravno tako pri izražanju, pri pošiljkah, pri dokumentih in podobno, tudi celo na cestah. In hkrati s tem v tem času bo tudi planet Mars v znamenju Ribi. Merkur in Mars v znamenju Ribi povzročata tovrstne zapletne zablode celo. Potem pa od 12. marca naprej pa bo Mars postal izjemno energičen, zelo močen, prvič najmočnejši letos. To pomeni, da bo marsikdo hotel zelo hitro kaj delati, početi, kaj aktivirati, seveda čisto za nove začetke, slabo pripravljene posle, slabo pripravljene akcije, aktivnosti. Ta čas od 12. do 18. marca ne bo. Primeren bo samo za tiste, ki so se res dobro pripravili, ki so že pred časom načrtovali kakšno aktivnost in potem končno od 12. do 18. in dalje v marcu izpeljejo tisto aktivnost, ki so jo želeli opraviti. V tistem času seveda ni dobro odpirati novih podjetij, odpirati novih poslovnih prostorov ali še kaj takega. To je dobro, če se počaka. Mars bo v odličnem aspektu z Jupitrom, to je dobro, da končno greste na kakšno potovanje. Končno še dodatno očistite podjetje, zaposlene, to je malo težka tema za marsikoga, očistite stanovanja in podobno. Mars bo v konfliktnem aspektu z Uranom in s Plutonom, vse to od 12. marca naprej, vsaj 14 dni, celo 10 do 14 dni. Kaj to pomeni? To pomeni, da je treba biti izjemno pazljiv, da ne bi kdo bil prehiter, premalo premišljen, recimo prehiter pri vožnjah ali nepreviden bodi si pri športu ali vožnjah z avtom ali pri uporabljanju kakšnih aparatur, ki so mogoče nevarne, pri kakšnih gradbenih strojih, elektriki je treba biti izjemno previden, ker bi koga zamikalo, da prehitro kaj naredi in se kratek stik naredi, pride. V tistem času bojo sicer, če boste kam daleč potovali ali pa tudi na krajše poti, bodo nekatere težave v prometu večje, množične, potem seveda tudi v takem času so letalske nesreče, druge nesreče, kratek stik, sploh da je izpad električne energije, kot je recimo pol Amerike, pol Indije je bilo kdaj brez elektrike in tako naprej. Skratka, planet Mars do konca marca, ki bo izjemno močen, bo vsem, ki so že sicer malo hitrejši, prinašal ogromno energije, da športnikom še posebno, da bodo imeli še boljše rezultate
da bodo še bolj drzni. In tisti, ki so doslej imeli pomanjkanje moči, energije in seksualnega naboja, bodo od 12. marca naprej imeli vsega več. Super. Več energije, več seksualnega naboja in tako. Venera bo seveda, ne smemo pozabiti, izjemno močna hkrati do 21. marca. Ves čas. To je pa vse dobro za romantiko, za ljubezen, za nežnosti. In pomlad se začenjajo, ne? Ja, in Venera in Mars, kot smo zdaj videli, skupaj bosta izjemno dobro vplivala tako na vodna in zemeljska znamenja, kot na zračna in ognjena znamenja. Torej se obetajo nove romance, nove ljubezni, pomlad je v zraku. In še lunino leto je. V luninem letu, kot vemo, so začete romantične zveze, takšne, ki potem se potegnejo v daljši čas, postanejo trajnejše zveze. To je zelo pogosto, še posebno, če se srečate z zelo skladnim ali kompatibilnim partnerjem. Tako. In kaj pa recimo s temperaturami? Temperature bi bile toplejše, vse toplejše, po moje šele od 12. marca naprej, 13. 14. marca, bolj zaradi tega, ker prej bo prazna luna v Ribi, ko bosta še Mars, pa Merkur, pa Venera v Ribi, takrat bo še veliko moče, tudi temperature že plus, seveda, ampak da bi bilo pa prav zelo toplo pomladansko vreme, kot je bilo lansko leto, marca, ne pričakujem, ampak potem pa vse bolj pa ja, tja do polne lune 27. do velikonočnega tedna, pa seveda bi moralo biti že hudo toplo, ja, hudo toplo, ker potem bo tudi Venera stopila v ovna, od koledarske pomladi dalje. Venera in Mars v močnem elementu, vse to bo hudo vplivalo, razburljivo vplivalo na hormone. Kaj pa mogoče še glede prazne lune? Kaj nam ta prazna luna 11. marca do 11. prinaša marsikomu malodušje, tistim, ki so bolj čustveno razdvojeni, že sicer šibki, veliko malodušja, preveč samopomilovanja, preveč usmiljenja, ampak po drugi strani pa veliko sočutja in čutenja in romantike in potrebo po nežnosti, da bi vse to bilo, ker na srečo bo tudi Venera v Ribi, si privoščite še romantične, ne vem, kopeli, romantične počitnice v kakšnih termah, na morju, kjerkoli že. Skratka, izkoristite to za izražanje 8. marec in še kakšne druge pomembne datume za moške, naprimer, za izkazovanje naklonjenosti. Ja. Mogoče še, kaj se dogaja na političnem področju? Dobili smo novo mandatarko, točno v času retrogradnega Merkurja se sestavlja nova vlada. Kaj vse to pomeni? Moje raziskave naših političnih dogajanj doslej so pokazale, da kot za nalašč tvorimo v zelo neugodnem času koalicije in nove vlade in prisege in tako dalje, da ja, se vse podira potem. Ustvariti oziroma narediti neko koalicijo in izvoliti novo vlado v času retrogradnega Merkurja je nekaj najslabšega. Pomeni, da že tako ali tako v redu, rekli so, da bo začasna. Ja, in to bo potrditev in lahko še pol krajša, kot si bojo zamislili. Še pol krajša, oziroma še bolj nestabilna. Merkur retrograden v Ribi, dobro, dajmo reči, v prvem tednu marca bi bil še v harmoniji s Saturnom in Venero v harmoniji. To bi še nekako bil tvoren čas. Ampak bojim se, da prav v prvem tednu marca vlada še ne bo, koalicija bo pa silno ohlapna, tako da nič posebno veliko ne pričakujmo. Že to je v redu, če se bojo vendarle kaj dogovorili. To je pa vse, kar lahko upamo. Venera, ki vpliva sicer tudi na finance. Venera bo izjemno močna, to pomeni, da bi lahko bili kakšni finančni apetiti toliko večji. Ja, manj varčevanja
z denarjem, ki ne bi bil naš. Seveda ga lahko dobimo po veliki obrestni meri, ampak to zgodbo že poznamo. Tako da ni fajn. Poglejte, še nekaj. Za Slovenijo se po 12. tja do koledarske pomladi obeta ta izjemno težek konflikten čas Mars-Uran-Pluton na Slovenijo. Na Slovenijo. Torej, o tem sem pisal 18. decembra v Jani, kako se kozmične škarje med Uranom in Plutonom zapirajo nad Slovenijo. Ja, in to seveda za delavce in v javni in še upravi in gospodarstvu in še kje ne pomeni nič kaj dobrega. Dobro, več o tem bova pa v naslednjem mesecu, v mesecu aprilu. Hvala lepa, da ste bili moj gost. Hvala za povabilo. Dragi gledalci in gledalke, najlepša hvala za pozornost in nasvidenje.